kot smo ne le obljubili, ampak seveda so tudi zadali kot enega od ciljev na ministrstvu, je prav, da danes predstavimo tako imenovano učbeniško politiko oziroma model, za katerega menimo, da je prav, da ga vzpostavimo in da seveda tudi zaživi sistemsko, dolgoročno, vzdržno kot trajnostni model reševanja učbeniške politike. Kot veste, takoj kot sem nastopila mandat, smo pravzaprav najprej se pričeli ukvarjati z učbeniki. Zato bi želela tudi za vnaprej, seveda, da nihče ne pride v takšno situacijo, ampak da v resnici začrtamo dolgoročno pot razvoja učbeniške politike in predvsem kakovosti učbeniške politike, kakor tudi vzdržnosti in trajnosti modela. Zato smo tudi pripravili tako imenovani, rečemo, celovit, vzdržen, trajnostno ravnan model, skupaj tudi z normativno ureditvijo. Pripravili smo predloge 3 pravilnikov, ki to zdaj tudi za bodoče urejajo. Te pravilnike bomo danes oziroma najkasneje jutri tudi objavili na e-demokraciji, tako da bodo vsem ne le na vpogled, ampak tudi v morebitno refleksijo, sugestije, pričakujemo seveda odziv, zato da v resnici lahko, kot že povedano, začrtamo kakovostno delo na tem področju, predvsem pa sistematično. Izhodišča predvsem temeljijo na prenovi učbeniških skladov, kot sem že omenila, v tem obdobju smo uravnovesili dogajanja na učbeniških skladih, govorimo seveda tako o učbenikih kot e-učbenikih in sicer smo obnovili učbeniške sklade, v letošnjem letu s to obnovo zaključujemo, tako kot smo tudi najavili. Kar pa je pomembno za naprej, pa je, da prenovi učnih načrtov sledi seveda tudi sprememba učbenikov in tukaj smo iskali sistemsko povezavo in sosledje, ki bo sistematično in vzdržno začrtano. Torej, uvedba učnega načrta je 2 leti po sprejemu na strokovnem svetu, kar pomeni, da v resnici imamo dovolj časa, hkrati z preverbo, analizo, tako imenovanih 3+ analiza sistem, da dobro pripravimo spremembe učbenikov in s tem seveda tudi začrtamo ustrezne spremembe, vendar na podlagi spremenjenih učnih načrtov. Torej, učni načrti so tisti, ki so podlaga in izhodišče za oblikovanje sprememb znotraj učbeniške politike. Hkrati je zelo pomembno, da smo pripravili tudi praktično nov pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela in sicer gre za to, da vključujemo tudi seveda Zavod za šolstvo, ki bo preverjal predvsem kakovostni del sprememb učbenikov, kakor seveda tudi učnih gradiv. Torej, povezujemo spreminjanje učbeniške politike na način, kot smo ga tudi začrtali in napovedali, da je sprememba učnega načrta tista, ki gradi spremembe v učbeniški politiki oziroma pri spremembi učnih gradiv, učbenikov, e-oblik, karkoli pravzaprav učni načrt tudi predvideva. Zato je še posebej pomemben ta tako imenovani 5. člen pravilnika o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga boste imeli tudi možnost vpogledati. Celotna politika se tako sestoji iz 3 ključnih elementov. Učbeniški sklad, delovni zvezki, osredinjenje vsega pa je kakovost. Kakovost ostaja in bo ključni, lahko rečem, kar osrednji del vseh aktivnosti, ki jih bomo izvajali na področju učbeniške politike, zato pa potrebujemo tudi ustrezne normativne podlage in zato tudi pripravljeni novi pravilniki oziroma posodobljeni obstoječi pravilniki. Zakaj poudarjamo normativne podlage? Kot sem v uvodu povedala, zato, da res sistemsko vzdržno vidimo vnaprej, torej v vsako leto vnaprej in da se vsi deležniki od šol, ravnateljev, založnikov, staršev pripravijo vnaprej na to, kaj pravzaprav pomeni vsako leto ne le potrjevanje učbenikov, ampak seveda tudi odgovornost do kakovostne uporabe in kakovostne izbire le-teh. Tako bomo v letu 2017 kot že omenjeno, zaključili dokončno menjavo učbeniških skladov in tudi omogočili nakup učbeniških gradiv za učence 1. razreda. To je novost, to pomeni, zakaj jih imenujemo učbeniška gradiva. Veste, da v 1. razredu ne uporabljamo samo osnovnih učbenikov, ampak tako imenovane delovne učbenike in seveda tudi delovne zvezke.
Na ta način želimo predvsem staršem omogočiti ne le lažji vstop v tisto prvo, najpomembnejše ključno leto otroka, ampak seveda tudi omogočiti, da lahko sami samostojno uporabljajo in tudi vnašajo, vpisujejo v te delovna gradiva oziroma učbeniška gradiva vse to, kar znajo in česar se učijo pri pouku. Od leta 2018 naprej delujemo po dinamiki, kot sem jo predstavila, in hkrati seveda tudi zagotovimo in upam, da bodo tudi naprej vsi tisti, ki bodo odločevalci na tem mestu v resnici tudi udejanjali to namero, za učbeniške sklade šolam 3 milijone evrov in sicer, kot že omenjeno, za nakup v prvih razredih in zamenjavo učbenikov glede na število učencev. Ker bomo v letošnjem letu tudi obnovili pravzaprav vse tisto, kar je bilo manjkajoče v zadnjem precej dolgem obdobju, seveda želimo delati znotraj teh sredstev predvsem na kakovosti prenovi in hkrati na kakovostnem izboru učbeniških gradiv oziroma učbenikov, ki pa bodo postali del knjižničnega fonda in ločen del šolske knjižnice. Pomagali si bomo s Kobisom, ki smo ga vzpostavili in seveda se dograjuje tudi v ta namen. Namreč želimo s tem tudi dodaten element sistemskosti in preglednosti, torej da se vse, kar se dogaja okoli učbenikov, prenese tudi v knjižnične aktivnosti. Na ta način bo tudi dostopnost, preglednost, pa tudi vnos v sistem lažji. V srednjih šolah ni sprememb, izposojevalnina ostaja in sicer sofinanciramo seveda učbeniški fond na način kot do sedaj. Tisto, kar je morda še pomembno izpostaviti, je, da pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela v resnici poudari to, kar sem že omenila, kdaj je mogoča sprememba učnih načrtov, kateri sledi sprememba oziroma dopolnitev ali pa celoten nov učbenik. Prav tako je pomemben pravilnik o potrjevanju učbenikov in sicer z enim posebnim namenom. Do sedaj nismo nikoli sistemsko urejali področje otrok s posebnimi potrebami, zato je zelo pomembno, da poskrbimo seveda tudi zanje in prav v pravilnik vnašamo tako imenovano prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami, ki seveda se bo spet sistematično preverjala in umeščala v sistem tako, da bodo ključna gradiva oziroma učbeniki otrokom tudi čim prej dostopni. Do sedaj vemo, da smo imeli precej težav v zaostajanju sledenja potreb in na drugi strani seveda tudi možnosti zagotavljanja teh učbenikov. Hkrati ta pravilnik tudi zagotavlja potrjevanje novih učbenikov. Delovni zvezki. Velikokrat je bilo govora, ne le v javnosti, tudi starši opozarjajo, seveda na vse stroške in tudi cene delovnih zvezkov oziroma celotnih učnih kompletov, kot jim pogosto rečemo. Zato smo se odločili, da bomo enkrat na leto, tudi s pomočjo Zavoda za šolstvo, v anonimizirani obliki objavili najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov. Še posebej bi želeli to videti zato, da se bodisi regionalno, bodisi lokalno ne vzpostavljajo prevelike razlike, ampak da imamo nek uvid v to, primerjalni uvid v to, kaj se dogaja tudi na cenovnem nivoju. Mi smo tudi veliko debatirali z založniki in z vsemi deležniki in na tem mestu bi se rada iskreno zahvalila vsem članom delovne skupine, ki so pripravljali podlage za različne modele in na podlagi katerih smo tudi danes pred vami za predstavitvijo tega vzdržnega trajnostnega modela, kajti brez diskusije z vsemi deležniki in predvsem njihovimi predlogi tudi ne bi mogli priti do te rešitve. Hkrati smo poudarili še eno komponento in to je komponenta kakovosti. Ta je pravzaprav tista rdeča nit, ki nas zavezuje, da otroci, mladi dobijo čim bolj kakovostni učbenik oziroma učno gradivo tudi na mizo. In zato bomo tudi skozi letne delovne naloge Zavoda za šolstvo preverjali kakovost delovnih zvezkov, predvsem z vidika uresničevanja ciljev pouka in učnih načrtov in enkrat na leto pregledali to skozi tako imenovano analizo stanja. Zakaj je to pomembno? Da vsako leto tudi vzpostavljamo priporočila vsem nam, tako šolam, založnikom, kot seveda ministrstvu, da vemo, kje lahko še izboljšamo proces učbeniške politike.
Kakovost je namreč tista, ki bomo sledili tudi z tako imenovanimi aktivnostmi oziroma pripravami posebnega projekta, ki smo ga že razpisali novembra 2016, in sicer z tako imenovano evalvacijo, torej že obstoječega stanja, predvsem pa razvoja metodologije za spremljanje kakovosti učbenikov, tako za pomoč učiteljem pri izboru učbenikov, učbeniških gradiv, kot pomoč seveda šolam in tudi staršem, ki vsako leto dodajo svoj glas v to, ali se strinjajo ali ne z izborom učbeniških gradiv oziroma učbenikov in gradiv. Ta razpis je bil že objavljen, tudi že izbor konzorcijskih partnerjev je opravljen, vanj bomo vložili približno $500 000 sredstev, je pa to nekaj, kar seveda koristimo tudi iz evropskih virov za namen kakovosti in predvsem razvoja kakovostne politike na področju učbenikov. Na tem mestu še enkrat hvala vsem, ki so nam pomagali, da smo vendarle po dolgem času prišli do nekega sistemskega in hkrati načrtnega pregleda, obenem pa tudi korakov, ki jih želimo ne samo vzdržno, trajno, ampak predvsem v razumnih okvirih, danih na eni strani virov, kot tudi zmožnosti in seveda možnosti na strani šol izvajati tako, da bomo imeli učbenike in učbeniško gradivo takšno, kot je le lahko najbolj kakovostno za naše najmlajše. Hvala. Kakšno vprašanje, prosim? Ja, za prvi razred. Pravite, da bodo dobili zastonj učna gradiva. Koliko na učenca bo teh gradiv? Ker šole imajo različne, eni imajo več teh delovnih gradiv, eni manj. Gre za to, da bo šola imela avtonomijo znotraj odločanja, na kakšen način seveda zadostiti učnim ciljem, učnim načrtom. Tako da bo dodeljena kvota sredstev v šoli in znotraj tega šola obnavlja učbeniške sklade oziroma tudi kupuje omenjena gradiva. Lahko poveste, koliko bo na glavo učenca? To vam v tem trenutku težko povemo, mi smo v izračunih povprečnih cen, tudi zato bomo že vsako leto s to analizo nadaljevali in jo tudi globili. Zakaj? Ker je zelo pomembno, da vidimo, kje smo, ne le s povprečnimi cenami, ampak tudi v razponu vseh cen, da vendarle omogočimo čim bolj enakomeren, enakovreden in seveda hkrati tudi, bi rekla, vsem pravi dostop do tega, da lahko šola ta izziv tudi izpolni. Torej, če smo plastični, staršem jeseni ne bo za prvi razred ne bo treba kupovati. Tako je, in sicer šola bo dobila kvoto sredstev, znotraj katere se bo odločala, na kakšen način lahko zagotovi točno, kar ste vi povedali. Andreja? Ja, točno tako je. Torej, razlika prvi razred, zakaj? Tega, ker, kot veste, je didaktično in sicer zaradi pedagoških pristopov potrebno učencem omogočiti čim več pisanja. Tudi učbeniki niso enaki kot sicer tipično v tretjem, recimo vzgojnem izobraževalnem obdobju, zato je prišlo do te odločitve. In tudi kot rečeno, ko se prvič odpravljamo v prvi razred, je seveda družinski proračun in sicer družina tista, ki seveda se s tem ne le veliko ukvarja, ampak je to kar precejšen zalogaj. Zato smo tudi želeli s te plati vendarle omogočiti, da učenci kakovostno in predvsem sami v resnici uporabljajo to, kar jim je omogočeno in kar seveda lahko kot gradiva kakovostno pripomorejo tudi k njihovemu boljšemu izražanju, hitrejšemu učenju in pa seveda tudi izpolnjevanju vsega, kar zahtevajo učnici. Jaz vprašam, glede preverjanja kakovosti učbenikov, me zanima, a boste preverjali tudi uporabnost oziroma uporabljenost teh učbenikov, namreč starši velikokrat opozarjajo preko svetov staršev, da so zelo malo 20% uporabljeni ti učbeniki in ne vem, a bodo kakšno delovne zvezke. Ravno sem hotela to reči. Skratka, da ko govorimo o učbenikih, mi pogosto zamenjujemo učbeniki in delovni zvezki, gre v resnici za delovne zvezke. To, kar vi omenjate, je točno naloga Zavoda za šolstvo, se pravi, Zavod za šolstvo bo znotraj svoje letne analize pregledoval ne samo to, koliko so ti uporabljeni, ampak predvsem tudi skladno z vzgojno-izobraževalnimi cilji, tudi skladno z taksonomskimi ravni. To je eno od izzivov
za katerega vemo, da ga je treba pač razrešiti. Torej, a so delovni zvezki naravnani tako, da zadostijo ciljem vzgoje in izobraževanja? In kaj se bo zgodilo, če boste ugotovili? Na podlagi tega naj bi Zavod za šolstvo izdal o poročilu še priporočila. In mi smo prepričani, da bo to seveda pomemben element, ki bo vplival na izbiro tako pri učiteljih, kot seveda vplival tudi na tisto soglasje staršev, ki ga vendarle morajo dati. S tem da želimo tudi povedati, da tako šole kot starši, tudi skozi svete zavoda, tudi skozi odločanje ob začetku šolskega leta imajo vso pristojnost in seveda hkrati tudi odgovornost, da se avtonomno odločajo o tem, kaj pravzaprav potrjujejo, kaj ne potrjujejo. Tukaj so učitelji seveda tisti, ki prvi avtonomno predlagajo, a vendarle vsi skupaj moramo graditi predvsem na kakovostni politiki, ki daje res sledenje vzgojno-izobraževalnim ciljem, tudi skozi učbenike, učbeniška gradiva, delovne zvezke. In to je tudi smisel, ali pa lahko rečemo, osrednja nit tega modela. A starši še vedno tako različno plačujejo za delovne zvezke? A so razlike še vedno velike? Ravno zato, ravno od tod tudi naloga te analize, ki bo postala sistemska analiza. Zakaj to poudarjamo? Ker smo ugotavljali velika odstopanja, prej že sem omenjali recimo regionalno, učbeniške komplete, kot jim velikokrat rečemo, in zato bi želeli seveda tudi ovrednotiti vse elemente tega učbeniškega kompleta na način, da imamo čim boljšo primerjavo in uvid za celotno Slovenijo. Jaz bi še to vprašala. Zdaj, v preteklosti je bilo pogosto tako, da so založnikov je bilo veliko do tega, da so se učni načrti spremenili, ker potem so temu sledili seveda še novi učbeniki in je to bilo dobro. Zdaj, vi ste rekli, da v pravilniku o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela bo tudi jasno, kdaj se gre v spremembo učnega načrta, kdaj ne. Kaj bo vplivalo na to? Tukaj kako boste to določili? Kdaj je to spremembo, kdaj ne? Tako, v bistvu je sprememba učnega načrta iz strokovnih razlogov sledenja vzgojno-izobraževalnim ciljem posodabljanja le-teh in seveda na koncu ima odločilno vlogo strokovni svet, tako kot je to tudi običaj in kot to poteka že ves čas. A vendar, tukaj smo želeli poudariti to, da gradiva oziroma učbeniki pa se ne morejo spremeniti, dokler ni določeno obdobje, ki daje možnost evalvacije oziroma analize in ki utemeljeno potem tudi zagotovi, da je potrebno ta učbenik oziroma gradivo spremeniti. Pa se, če smo nikoli učbenik, učni načrti so redko, da je tako drastično spremenjeni, da je bilo potrebno cel učbenik zavreči. Sploh, ko gre za te osnovne, kot jim rečemo, bazične predmete, a vendar. Tudi seveda moramo iti korak sodobnostjo in tudi različnimi metodami, načini poučevanja. Zato poudarjam tudi to, da v ta sklop sodijo ravno tako e-učbeniki. Ker ne smemo zanemariti, da se s pomočjo tehnologije, pristop, metode vendarle nadgrajujejo, tako da ti pravilniki vsebujejo tudi seveda komponento e-gradiv oziroma e-učbenikov in da velja seveda za vsa posodabljanja, tako v tej običajni fizični obliki, seveda tudi e-oblika. Morda velja pri tem poudariti, da vas ne bo skrbelo, da smo tukaj le zacementirali neko obdobje, gre za pravilo, torej obdobje, v katerem se nek učni načrt vendarle lahko evalvira in vse njegove učinke in potem še 2 leti do uvajanja, to je pravilo. Za izjeme je pa tudi predvidena možnost, da okolikor pa nastopijo izjemne okoliščine ob analizi, ne vem, kaj se lahko spremeni, strokovne pogledi na to, ne vem. Skratka, mora predlog analize, zakaj bi bilo potrebno neko spremembo učnega načrta, vsebovati tudi neko napoved, kaj to pomeni seveda za učbeniško politiko. Še eno vprašanje. Nekateri ravnatelji so precej kritični do tega sistema, da delovne zvezke potrjujejo sveti staršev, zaradi tega, ker pač gre za neko strokovno odločitev za to literaturo, sveti staršev pa zdaj iz tega finančnega vidika. Kakšno je vaše mnenje o tem? Mislite, da je to prav sistem? Zelo pomembno je, da učitelju pustimo njegovo avtonomno vlogo in hkrati tudi
bi rekla, izpolnjevanje njegovega poslanstva in sledenje vzgojno-izobraževalnim ciljem. To je nekaj, kar tudi vključujemo v ta model in kar poudarjamo tudi iz razloga, da pa vendarle ob predstavitvah izbranih gradiv oziroma učbenikov učitelj v soglasju z starši in predvsem tudi za neko odgovorno vlogo vseh, ki smo vključeni, sprejme na koncu odločitev, ki seveda vpliva na to, kako kakovostno bodo otroci in mladi sledili vzgojno-izobraževalnim ciljem. Različni pogledi so tukaj, različna mnenja, starši so tudi med sabo, lahko rečem, razdeljeni, kaj nekateri menijo tako, drugi drugače. Bistvo je, da učitelju zaupamo strokovno presojo, da pa je prav, da starši povedo tudi, ali seveda v to verjamejo ali ne. Na drugi strani pa bi želela poudariti, da tudi skozi svete zavodov starši imajo možnost, pristojnost in prav je, da povedo na glas vse to, kar menijo, da morda ni bilo dobro upravljeno, da morda ni dobro narejeno in da seveda skušajo na ta način tudi v tem dialogu reševati zatečena stanja ali pa izboljševati določene aktivnosti, ki se v šoli sicer izvajajo. Zakaj to poudarjamo? Dialog med vsemi deležniki, ki vstopajo v šolo, je zelo pomemben in zato sveti zavoda morajo tudi na tem področju odigrati svojo vlogo. Tukaj pa imamo seveda predstavnike različnih deležnikov in brez skupnega soglasja, predvsem pa aktivnega sodelovanja v tem, pa vem, da je včasih naporno, da je odgovorno, ne moramo korakati naprej tudi na šoli. Mogoče samo še tole ponovno poudariti. Ministrica je že povedala, da smo želeli okrepiti analizo kakovosti tako delovnih zvezkov kot učbenikov. V obeh primerih je ena od nalog priti do orodij, ki bodo pomagale učiteljem pri izbiri, sprav do nekih meril, kriterijev, ki bodo učiteljem pomagale pri izbiri in kjer bodo starši bolj opolnomočeni, kaj sploh izbirajo, k čemu dajo soglasje. Kot ste videli v primeru, ki smo ga imeli pod naslovom kakovost, je to prav en od ciljev tega projekta, se pravi omogočiti dati orodja, ki bodo olajšala izbiro učnih gradiv. In ta projekt v bistvu je ne samo načrtan, ta projekt pravzaprav že teče, tako da pričakujemo veliko prav na področju metodologije kot orodja, o katerem je govorila Andreja. Mogoče sem še to zanimivo je, financirali boste učbenika delovne zvezke za prvi razred, kako ne? V prvem razredu imamo Učbeniško gradivo. širši nabor učbeniška gradiva. Ampak zdaj ne vem, koliko je tega, mislim, da kar neki že grejo brez prvem razredu, brez učbenikov. Odvisno, kako se šola, starši odločijo, da izpolnjujejo vzgojno-izobraževalne cilje. Pa bo zadoščalo 3 milijone letno ali 3 milijone za obnovo, pa potem še dodatno denar? Obnovo letos zaključimo, menimo po sedanjih preračunih, da bi to moralo zadostovati. Kako se bodo objavljali naprej? Skladi? Naprej. Ideja je pač ta, da zagotovimo stabilnost financiranja. Stabilnostjo financiranja potem zagotovite, tako kot je tudi v srednjih šolah, da nikoli ne pride do te krizne situacije, oziroma da ne pride do te krizne situacije, s katero smo bili soočeni zdaj, ker je bil ravno to problem, da ta nihanja so bila problem pravzaprav. In skratka, s to stabilnostjo želimo zagotoviti, da bi to bil del normalne in ne ekscesne situacije vsake zdruge. In da v resnici to je sistemsko vpeto in da vsako leto junija ne razglabljamo o tem, kako bomo rešili učbeniško politiko tistega leta. Jaz moram res iskreno povedati, da ko sem stopila v te čevlje, je bil to res en od večjih zalogajev, ki se je pravzaprav pletel precej časa in ne bi želela takšne dediščine pustiti komorkoli. Mislim, da je prav, da tukaj najprej in predvsem gledamo na skrb za kakovostno gradivo, ki ga otrok, mladostnik prejme na klop in ki ga uporablja pri svojem učenju. Zato kakovost v resnici postavljamo v osrčje tega modela in zato tudi podpora ne le projektu, ampak tudi sistemski politiki, ki jo bo moral skozi priporočila vzpostaviti Zavod za šolstvo. Še nekaj bi dodala. Vsi problemi s tem bodo rešeni. Še vedno bomo imeli delovne zvezke, v katere pa te, ki so
mešanica, kombinacija delovnih zvezkov in učbenikov, katere v višjih razredih ne bodo mogli pisati otroci, če si bojo sposobni. Ne. Zdaj, a bi bilo treba to po vašem tudi prenoviti, pa pač ni denarja, puščati za prihodnost? Poglejte, prav s sistemskim financiranjem se bodo sprostile tudi možnosti za nadgradnjo in tudi drugačno uporabo teh vrst gradiv. Kajti, če letos in ko bomo letos zaokrožili prvo obnovo, celovito obnovo učbeniških skladov, potem pomeni, da si šole zgolj samo dopolnjujejo svoje fonde na način, kjer je v resnici izkazana potreba, vse ostalo pa je domena razvoja kakovosti. In znotraj tega bodo tudi postopoma odprte možnosti v ta namen.